Pozdravljeni, tukaj na Brdu snemamo podcaste o mladih nogometaših, o uveljavljenih nogometaših in o tem, kako lahko uveljavljeni nogometaši pomagate in svetujete mladim, da bodo enkrat prešli na vašo raven. Žan, najprej najlepša hvala, da si se odzval v vabilu in pa zanima me, kako si v tem trenutku. Ja, vsem super, po takšni sezoni, ki se je dogajala v Celju, sem nekako res tudi dobro prišel pripravljen na reprezentanco, da še oddelamo te 2 tekme in potem lahko rečemo na zaslužen dopust. Tako. Žan, zdaj ste že izkušen nogometaš, a hkrati še vedno niti ni tako daleč obdobje, ko si bil tudi ti kot Emrah v tem stolu, pa me najprej zanima, če bi rekel, ko zdaj za nazaj gledaš, ko si ti začenjal svoje nogometne korake, kako gledaš sploh na to celo svojo pot, ki si jo prehodil do trenutka, kjer si danes? Ja, že kot mlad sem začel se nekako ukvarjati z nogometom. Pri 6 letih sem se takrat vpisal v nogometno šolo Radio Dravi na Koroškem, kjer smo nekako potem vsi, te malce bolj perspektivni oziroma te, ko so nekako videli, da bi se še tudi kot mlad kasneje oziroma tudi kot starejši kasneje ukvarjal z nogometom, nekako odšli v nogometno šolo Dravograd, kjer je bilo nekako središče to koroških igralcev. In ja, takrat so nas tudi starši nekako vsak dan vozili na treninge. V to nogometno šolo sem odšel z 14 leti. Ja, kasneje pa tudi samo šolanje in vse to sem se preselil v nogometni razred v gimnazijo Šiška, kjer sem nekako čez teden treniral v tem nogometnem razredu, za vikende pa smo se odpravljali igrati tekme v klub. Tako sem pol ostal do konca mladincev, do mladinskega pogona v Dravogradu in potem nazaj v Radlje in kasneje tudi Maribor in Mura. Emrah, kaj tebe zanima, ko gledaš danes Žana in njegove soigralce, kako bi prišel do tega, da bi bil kot oni? Kaj ješ pred pa po tekmo? Pred tekmo je ponavadi moj dan zgleda, da zjutraj se zbudim, je zajtrk, to so nekako jajca. Kasneje pa za kosilo so pa testenine z piščancem oziroma testenine bolognese. Po tekmi pa ja, v klub dobivamo včasih piščanca, riž, včasih tudi pica oziroma hamburgerje, nekaj, da ti nekako vrne energijo čim prej. Verjetno je pa v življenju profesionalnega nogometaša zelo pomembna rutina, verjetno so si dnevi podobni. Kako izgleda tvoj dan profesionalnega nogometaša med sezono, recimo? Ja, zjutraj je nekako se zbudim, zajtrk opravim doma, potem pa, ker živim trenutno v Mariboru, se skupaj s soigralci, kateri so še v Mariboru, odpravimo na pot v Celje, kjer moramo biti 1 uro pred samim treningom na prizorišču. Potem pa ja, tam nekako ali si s fizioterapeuti ali narediš kakšno preventivo, trening, po treningu sledi kosilo, ki je organizirano v sklopu kluba, potem pa se odpravim nazaj nekako proti Mariboru, kakšna kavica, popoldanski počitek, malo odspim. In ja, zvečer pa nekako prosto. Tako, in verjetno je pa vendarle veliko stvari lepih, ko si profesionalni športnik, najbrž se je pa tudi marsičemu treba odpovedati. Kaj bi svetoval ali pa opozoril mogoče mlade fante, zdaj, ko si želijo biti profesionalci, da ne bodo pozorni ali pa ne se pripravijo, da jih to potem ne bo presenetilo kasneje? Ja, nekako je treba samo, sploh moj primer je bil, da je treba vztrajati, da če vztrajaš, da če delaš, trdo delaš, da se ti nekako vse ta trud, ki si ga vložil pri mlajših letih, na koncu tudi povrne. In ja, nekako je pa sedaj, je pa tudi dosti nekega odrekanja, sploh ko si v klubu, kjer, v letošnji sezoni smo igrali na 3 frontah, Evropa, prvenstvo, pokal, da veliko potuješ, nimaš toliko časa za te, najbližje za družino, ampak nekako je to nekaj,
lepega. Se dogaja lepe stvari, po koncu koncev tudi, ja, sem rekel, se je treba nečemu odreči, ampak mislim, da je na koncu vredno tega. Imrah, kaj pa tebe najbolj veseli, ko prideš na nogometno igrišče? Kaj ti je pri nogometu najljubša stvar? Ja, pri meni je najlepše, da se imamo lepo na treningu pa na tekmah, da smo vsi skupaj, pa ja, da uživamo, da pustimo srce na terenu, pa da se imamo lepo. Tako, verjetno si pa tudi ti želiš biti tako kot Žan enkrat uspešen nogometaš. Te še kaj zanima, kaj bi še vprašal Žana, da ti bo mogoče pomagalo v naslednjih letih, da boš še bolj Ja. uspešen? Kakšen nasvet bi mi dal, da bi postal profesionalni nogometaš? Sploh pri teh mlajših letih bi ti rekel, da prvo je vsekakor na prvem mestu je trenutno še pri tebi šola, ne? Ja. In vse ostalo potem po šoli, ko so treningi, da imaš urejene stvari, da rad delaš, da rad igraš nogomet in da pač vztrajaš pri tem. In jaz verjamem in si želim, da če boš to delal tako, kot tudi verjetno počne zdaj, da ti bo enkrat uspelo, da boš igral v prvi ligi oziroma še nekje v tujini. Žan, vi ste zdaj v tej vlogi, da ste vzorniki mladim nogometašem. Kdo pa so bili tvoji vzorniki, ko si ti odraščal? Po kom si se zgledoval morda? Koga si najraje gledal? Pa ja, že kot nekako mlajši sem dostikrat hodil na stadion Maribora, ker je to nekako bilo tam najbliže, nekako pol ure od mojega doma, in s prijatelji oziroma z nekako njihovo družino, ki že tudi dolga leta podpirajo sam Maribor, sem se velikokrat odpravil z njimi na tekmo in ja, takrat je bil, bom rekel, Maribor tisti najboljši slovenski klub in nekako potem so me tudi sami povabili v to B ekipo, ki so imeli, in takrat se je nekako vse začelo odvijati v moji karieri. Kako pa bi, ko menjaš svoje okolje, greš iz domačega okolja v drug klub, greš v Ljubljano, kamorkoli, v tujino, ni važno, je verjetno to šok za mladega nogometaša, moraš se privaditi na marsikatero novo stvar. Kaj bi svetoval Imrahu pa njegovim soigralcem, da naj naredijo, naj bojo pozorni, da jim bo ta prehod čim lažji, ker to je vendarle stvar, ki jo ne doživi vsak in ni najlažje. Ja, tudi sam sem mogoče oseba, ki se nekako rabi dlje časa, da se privadi na neko novo okolje, ampak konec koncev so tam vsi otroci oziroma vsi dečki, ki smo bili tam z enim ciljem, da nam nekako uspe v karierah, in takrat spoznaš veliko novih ljudi, veliko, ki ti nekako pomagajo skozi celotno kariero, oziroma spoznaš veliko novih prijateljev, in to je konec koncev tudi nekako bistvo športa, da pač šport dejansko povezuje vse ljudi. Si pa že prej omenil, da so te tudi starši vozili na treninge, in to pa se vemo, v obdobju odraščanja, ne samo nogometaša, vsakega fanta ali dekleta, so starši zelo pomembna figura. Kako so starši vplivali na tvoj razvoj in pa kaj bi mogoče svetoval staršem zdaj, mladih otrok, Imraha in drugih, da naj naredijo, da bojo fantom omogočili čim boljši kariero, pa čim lepše življenje, ne nazadnje. Ja, sprva se je treba nekako zahvaliti vsem tem staršem, ki nas podpirajo, ki podpirajo svoje otroke, da se tudi oni veliko svojemu času odrekajo, da bi njihovi otroci bili uspešni. Ampak svetoval nekako bi to, da naj pustijo otroka, da uživa v tem, da imajo vsi otroci svojega trenerja, ki je šolan dejansko za to, da jih pripravi, da jih izboljša, in naj oni samo podpirajo in navijajo na tekmah, ne da so starši konec koncev trenerji, ker bo otrok dobival 2-3 različne informacije in nekako bo sam deloval zmedeno na igrišču. Tako. Imrah, imaš mogoče ti še kakšno vprašanje, kako ti Žan, ima bogate izkušnje, lahko pomaga, ali pri pripravi na velike tekme morda? Kakšno pozicijo bi igral, ko ne bi igral obrambe? Katero pozicijo? Jaz sem prej sem igral nekako wingerja. Pri vseh teh mlajših selekcijah nikoli nisem bil obrambni igralec, ampak nekako potem, ko sem začel članski nogomet,
In tudi sedaj igram lahko na več različnih pozicijah in samo to je nekako neki plus, da si kot igralec lahko hitro prilagodiš, da nisi zagledan samo v eno situacijo oziroma v eno pozicijo in verjamem, da ti bo pač to nekako pomagalo v karieri oziroma v razvoju. Žan, zdaj si odigral že veliko velikih tekem proti res uglednim nasprotnikom, Evropsko prvenstvo seveda. Kaj verjetno taka tekma prinese s sabo tudi precejšen pritisk? Kako se psihološko pripraviti na te trenutke? Morda, da bo tudi fantom lažje, ko se bodo enkrat znašli v taki situaciji, na kaj biti že vnaprej pozoren, da ti bo lažje priteči te slačilnice pred polnimi tribunami? Pa nekako je to nekaj najlepšega. Jaz sam odmislim oziroma se sfokusiram samo na tekmo, odmislim vse te zunanje okoliš in da res potem pa te tak sama tekma ponese in so to vzdušje, ki nas je spremljalo na samem Evropskem prvenstvu oziroma tudi še pred in po njem. To je nekaj najlepšega, zato treniramo, zato igramo in ja, treba je to izkusiti, da lahko potem oziroma to doživeti, ker je težko opisati z besedami. Imrah, imaš še kakšno vprašanje pri tem, kako bi tudi ti lahko doživel Evropsko prvenstvo čez 10-15 let? Ja, s kakšno prehrano se treba prehranjevati, da tvoje telo lahko igra? Ja, bom rekel, da je prehrana tudi ključnega pomena, da sploh treba ostati fit skozi celotno sezono in ja, veliko je tu piščanca, riža, testenin, nekako tako izgledajo moji krožniki skozi. Ampak vse ti, bom rekel, klubi imajo to urejeno, da nam nekako oni poskrbijo za to, da ti res lahko razmišljaš samo o nogometu. Žan, jaz bi te mogoče za konec vprašal še to. Ti si eden od odličnih primerov tega, da si tudi v slovenskem nogometu dal spet in biti zelo uspešen. Je. Tudi slovenska liga pa slovenski mladinski klubi so lahko prava pot za mlade fante, kaj ne, ni treba za vsako ceno v tujino, če pač ne pride do tega. Ja, če bi jaz svetoval, bi vsekako rekel, da naj vsi te mladi ostanejo v Sloveniji, da Sloveniji mogoče izkusijo to prvo ligo in se kasneje s tem pridobivajo izkušnje in se kasneje odpravijo v tujino, zato ker vidimo, da se kar nekaj sploh teh mlajših igralcev odloča, da hitro grejo v tujino in se kasneje tudi konec koncev vračajo v Slovenijo in mislim, da se v Sloveniji tudi dobro dela, da so klubi, ki vlagajo v nogomet in mislim, da je to tudi edina pravilna pot oziroma pot, ki ti prinese rezultat. Imrah, za koga bi pa ti rad igral v karieri, če bi lahko izbiral? Ja, najraje bi igral v Avstriji bi igral najraje, na primer za Salzburg. Ja, tam je dobra akademija, pa šola tudi. Tako. Žan, verjetno ti lahko potrdiš, da se z dobro mladinsko šolo v Salzburgu, v Sloveniji, kjerkoli, da to je res s trdim delom se da daleč priti, kaj ne? Je tako. Tako. Najlepša hvala obema za vajin čas, super je bilo. Jaz, Imrah, tebi želim veliko sreče, Žan, tudi tebi želim veliko sreče in pa dobre naslednje mesece in sezone. Hvala.